Živijo YouTube, torej danes bom predstavil Larsonovo šahovsko otvoritev, ki se začne s potezo B3 in to je konična poteza te otvoritve. Sedaj, ta otvoritev je čudna in zelo malo pogosta, ampak je še zmeraj dobra otvoritev in če dejansko si želite kako otvoritev, oziroma s katero bi presenetili vašega nasprotnika, no to je dobra otvoritev za vas, ker je vseeno zelo dobra otvoritev, ampak boste morali vedeti kar precej drugih otvoritev, da jo boste lahko uspešno igrali. Sedaj, preden pa začnemo, bom samo povedal, da bom predstavil 7 različnih variant TV otvoritve in tiste stranske variante bom pa samo omenil. Torej, dajmo začeti s najbolj pogosto varianto, ki je sodobna varianta. Začne se s potezo E5 in potem normalno ima lovec H2, kar je standardna poteza. Možna je tudi E3, ki dejansko samo zamenja vrstni red, in C4 je nekoliko bolj agresivna, če vam je všeč. Po lovcu B2 je skakač C6, potem je E3, namesto E3 lahko spet igraš C4, če pač ti je to bolj všeč. Drugače po glavni varianti potem črni igra D5. Namesto D5 je po moje boljša poteza D6, ker kot bomo videli v tej glavni varianti, v tisti prejšnji glavni varianti, črni bo dobil podvojene kmete tukaj na C liniji. Zato je recimo boljša, vsaj po moje, D6 in potem se igra nadaljuje skakač F3, skakač F6 in če bi dejansko črni porinil tega kmeta naprej, no to je dobro za belega, ker sedaj črni odpira to lepo diagonalo za črnega lovca in to je tudi bistvo te otvoritve, da se čim bolje izboljša tega črnega lovca, da bo čim bolj aktiven. Po skakaču F6 je potem recimo D4, črni poje, beli poje, črni poje, dama poje in potem se tako igra nadaljuje. Namesto D6 je tudi možna poteza skakač F3 in to potem lahko igraš recimo tudi D6 ali pa D5, karkoli ti je bolj všeč. In če gremo nazaj v glavno varianto s D5, potem je lovec B5, enostavno je pripravljen žrtvovati lovca, beli je pripravljen žrtvovati lovca, da dobi tega kmeta in aktivnega lovca. Namesto lovec B5, če ti pač ni všeč žrtvovati lovca za konja, si poglej potezo recimo skakač F3 in potem se igra recimo tako nadaljuje najbolj pogosto. Pri potezi lovec B5 se potem igra nadaljuje lovec D6, F4 in s to potezo dejansko napadeš center in če bi črni tukaj pojedel, no potem črnemu pade ta kmet in še top. Tako da ni dobro, če črni poje tega kmeta. Namesto poteze recimo F4 je možna tudi skakač F3, ki pa je manj pogosta. Potem recimo dama E7, ki ima neke grožnje, ampak trenutno tiste grožnje niso še možne, torej je dobra poteza, ampak ni ne vem kakva poteza. Namesto TV dame E7 je tudi poteza dama H6 in to je slaba poteza za črnega, ker dejansko samo izgubiš tempo in tukaj je beli popolnoma v redu. Torej dama E7, skakač F3, lovec G4 in sedaj grožnja, da črni igra potezo E4, torej dejansko potem beli poje. Namesto tega lovca sem, če ti ta lovec sem ni všeč kot črn, lahko igraš tudi potezo F4 oziroma F6, ki je v redu, ampak slabša od lovca na G4. Potem, kot sem že rekel, beli poje, črni poje, beli poje in sedaj črni ne upa vzeti tega lovca s damo ali pa s konjem, zato dejansko poje konja
beli poje, dama poje in skakač C3. Tukaj bi lahko beli tudi rokiral, ker če bi tukaj črni pojedel topa, no, bi sicer dobil topa, ampak ta kralj je tako zelo na odprtem, da bi dejansko črni tukaj izgubil, tudi če ima topa več. Torej skakač C3, skakač S7, boljša je poteza skakač F6, ker tevi kmetje se bodo vseeno podvojili, ampak skakač S7 je pač bolj pogosta. Potem beli rokira, črni rokira, lovec poje in če bi tukaj pač črni pojedel s konjem, no, beli lahko poje tega kmeta in ima enostavno kmeta več. Torej, bx C6 in tukaj v tej poziciji ima sedaj beli prednost v končnici, ampak ima pa tudi bolj odprtega kralja, tako da črni se bo tukaj poskusil izogibati izmenjavi dam. In to je ta otvoritev, oziroma ta varianta. Potem naslednja najbolj pogosta varianta je klasična. Torej, kot zmeraj, tudi pri klasični varianti beli igra B3 in potem črni igra D5, lovec B2, skakač F6. Namesto skakača F6 je tudi možna recimo C5, ki je nekoliko bolj agresivna, in potem druge možnosti so recimo lovec G4, ki je zanimiva poteza. In po tej potezi normalno ima, oziroma najboljša poteza je G3. Možne so pa tudi H3, skakač F3 in ta čudna poteza F3, ki je presenetljivo dokaj uspešna, ampak jo ne priporočam za nobenega. Torej po skakaču F6 se normalno igra E3, lovec F5, namesto lovca F5 je možno tudi igrati G6, ki je manj pogosta, potem F4, standardno, namesto F4 je možen skakač F3 in potem recimo E6, potem E6, skakač F3, skakač BD7, lahko namesto skakača BD7 je možen tudi lovec na E7, ki je manj pogost. Po skakaču BD7 je normalno lovec E2, potem lovec D6. Potem zanimiva poteza je tudi namesto lovca D6 H6, ki je zanimiva in potem normalno ima beli rokira. Ampak po potezi lovec D6 se normalno igra rokado, potem pa je C6, skakač E7, namesto skakača E5 recimo je možna tudi poteza C4. Po potezi skakač E5 je H6, potem D3, namesto D3, če ti ni všeč, lahko tudi C4, prav v redu poteza, potem dama C7 in skakač poje. Potem tukaj lahko poješ recimo s damo ali pa tudi s kraljem. In v tej varianti je zelo pogosto, da bo recimo črni pač rokiral na damino krilo, ali pa tudi na kraljevo krilo tudi možno rokirati. Potem naslednja varianta, ki vam jo želim predstaviti, je indijska varianta. Sedaj ta indijska varianta je sicer dobra varianta, ampak je po mojem mnenju neprimerna za začetnike. In zdaj boste videli, zakaj to mislim. Torej, kot ponavadi B3, potem pa skakač F6, lovec B2, G6 in skakač F3. Možna je tudi poteza 4, ker dejansko črni pa pojesti, ker če ne bo izgubil topa. In po E4 pa so normalno teve poteze igrane. Če gremo nazaj na skakač F3, je potem lovec G7, G3 in namesto G3, če ti pač ni všeč, so manj pogoste variante tudi E3, D4 in C4. Ampak G3 je glavna varianta, potem črni rokira, lovec G2, D6, namesto D6 lahko tudi igraš poteze C5 ali pa D5, oboje je v redu. Potem po D6 se igra D4, skakač BD7, namesto skakača BD7 se lahko tudi igra recimo E5 in potem se igra normalno tako nadaljuje.
dejansko lahko tako igraš kmeta na E5, če ti je pač všeč. Lahko tudi recimo igraš skakača na C6 in potem normalno ima sledi rokada, ampak če črni igra recimo D5, se potem igra tako nadaljuje in črni je v bistvu tukaj popolnoma v redu. Čeprav je težka varianta za igrati za kakega začetnika. Po skakaču BD7 je normalno rokada, potem E5, center na mesto E5, lahko črni to potezo še dodatno pripravi s trdnavo E8 in potem recimo C4 in sedaj bo črni igral E5. Po potezi E5 to beli poje in skakač G4, C4 in DX E5. Verjetno bi bila boljša poteza skakač E5, vsaj po mojem mnenju, ampak DX E5 je bolj pogosta pač. Torej, to je glavna varianta in po tej potezi je normalno to ali pa to, če ti pač skakač C3 ni všeč. Torej, glavna varianta se nadaljuje s H3, skakač H6, E4, F6, sedaj črni ustvari eno polje za svojega skakača. Namesto te poteze se lahko tudi igra trdnavo E8, ki je manj pogosta in tudi slabša. Potem pa skakač C3 in skakač E7 in tukaj se igra normalno nadaljuje naprej in najbolj pomembni poli v tej igri sti tevi dve poli. Ker če tukaj pride kak skakač, se v tisti strani slabo piše, recimo če sem pride beli skakač, je to slabo za črnega in obratno, ne. Dobro, to je celotna ta varianta, potem naslednja varianta je angleška varianta, ki pa je verjetno za začetnike dobra, če si črn, torej to varianto priporočam za črnega in potem standardna poteza B3, potem C5, lovec B2, skakač C6, E3 na mesto E3 se kot zmeraj lahko igra tudi skakač F3, če pa želiš. Ta poteza dejansko samo zamenja vrstni red. Torej, E3, skakač F6, namesto skakača F6 je manj pogosta D5, ki je bolj agresivna in v bistvu verjetno boljša za začetnike, vsaj po mojem mnenju. Namesto tebe je tudi E5, ki pa jo ne priporočam. Čeprav je v redu, ampak vsaj meni se zdi, da je čudna. Potem skakač F6, skakač F3. Bolj pogosta v tej poziciji je sicer F4, ampak ta poteza preveč odpira belega kralja, torej mi je bolj všeč skakač F3, potem G6, manj pogosta je E6 in potem lovec E2 in D5, torej G6 je pač glavna varianta, potem D4, C4, ki je pač manj pogosta in lovec E2 sti alternativi v tej poziciji. Torej D4, črni poje, beli poje, beli lahko tudi poje s skakačem in tukaj ne vem, če je ravno dobro, da črni poje s njegovim skakačem nazaj, ampak namesto tega bi priporočil raje igrati lovca na G7 in dokončati svoj razvoj. XD4, potem D5, sedaj je dejansko ta dolga diagonala blokirana, potem skakač BD2, lovec G7, lovec E2, rokada, skakač E4, recimo tukaj naprej, potem je C4, skakač poje skakača, dama poje skakača, B6 in od tukaj naprej se igra normalno nadaljuje naprej. Potem naslednja varianta je nizozemska varianta, ki je zelo nepogosta varianta in zelo solidna je tudi, ampak jo ne priporočam za začetnike, ker je pač zaprta, kot bomo videli. Ta varianta je sicer tudi teoretično zelo slaba in zato jo tudi igra manj igralcev in začne se tako, F5, lovec B2, skakač F6, E3, namesto E3 je možna tudi G3, dejansko dvojna fianketa, ampak po potezi E3 je E6, skakač F3, lovec E7, lovec E2, rokada, D6. In če ti ni všeč
poteza D6, ki je v tej poziciji sicer najboljša, no namesto te poteze lahko tudi igraš B6, ki je manj pogosta in tudi slabša. Po D6 je D4, namesto D4 lahko tudi igraš C4, pač bolj agresivna varianta, kot veste že. Potem dama E8, ta dama E8 se dejansko pripravlja, da bo prišla sem in naredila nek napad na belega kralja, tukaj na kraljevi strani. Namesto te poteze lahko črni igra B6, skakač E4 ali pa skakač BD7. Vse te poteze so v redu, ampak priporočam glavno varianto. Potem normalno ima beli igra C4 in črni bo dejansko v naslednjih potezah poskusil zapreti pozicijo in narediti nek napad na kraljevi strani, kot sem omenil. In pomembno polje v tej otvoritvi je tudi to polje E4, na katerega hoče priti ta skakač. In če bo prišel tja, bo imel beli velike probleme. Torej, zelo pomembno polje in če črni uspe priti sem s skakačem, je že skoraj dobljen dejansko. Torej, naslednja varianta je simetrična varianta, ki je meni zelo všeč za začetnike. Ker dejansko samo kopiraš, kot črn samo kopiraš belega. Kot bomo videli naslednjih par potez, je dejansko samo kopiranje, dejansko karkoli beli naredi, bo tudi črni naredil in to se bo ustavilo šele, ko bo beli dejansko ustvaril neko trenje med kmeti, kot recimo sedaj, in potem bo črni pojedel, beli pojesti s skakačem, možno tudi pač s kmetom pojesti, ki je manj pogosta. Potem v glavni varianti A6 preprečuje, da bi skakač prišel na polje sem, dejansko, da bi prišel na to polje, ker iz tistega polja bi bil lahko nekoliko zopren, dejansko bi napadal potem to polje in to polje je nekoliko problematično za črnega. Torej potem skakač C3, namesto tega lahko tudi igraš lovec F3, če ti je pač to všeč. In sedaj se bojo lovci zamenjali. Ampak najbolj pogosta je skakač C3, potem D6, namesto D6 lahko recimo črni igra tudi TV poteze. D5 pa je pogosta napaka za črnega v tej poziciji zaradi poteze lovec F3 in sedaj ima črni velike probleme s to vezavo. Torej tukaj so najboljše poteze TV in kot bomo videli po TV potezah, pač črni oziroma beli dejansko dobljen, ima že dejansko že kmeta prednosti, kar je pravi računalnik. Torej D5 je napaka in namesto tega je D6 pač najboljša poteza in dama C7 in skakač C6 so seveda v redu. Po D6 je lovec F3, potem dama C7, lovec poje na B7, dama poje na B7 in sedaj od tukaj naprej se igra normalno nadaljuje in pozicija je približno izenačena. Dobro, torej naslednja varianta je poljska ali sokolova varianta, ki je različica tiste sokolske otvoritve, ki sem jo že predstavil. In ta varianta je dejansko zelo čudna, kot ste verjetno že videli sokolsko otvoritev, da je čudna. No, ta je še bolj čudna. Ne bom niti omenil nobenih stranskih variant, bom samo pokazal najbolj pogoste poteze. Je dejansko podobna simetrični s razliko, da je pač črni igral prej kmeta na B5, A3 in A5. No, ta varianta je sicer dejansko v redu za črnega, čeprav je vprašljiva, ampak črni dejansko ima prednost na daminem krilu in se tem kmetom na B4 dejansko omejuje razvoj belega, ker ne upa premakniti tega konja na polje C3. Namesto tega bo moral recimo beli igrati D4 in potem dati konja sem in recimo sem.
Dobro, to je vse za danes, upam, da vam je bil video všeč, če vam je bil všeč, dajte ga všečkat, dajte se naročiti in adijo in se vidimo naslednjič.